Došli na drugi nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta. Moje ime je Marjeta Novak in jaz bom danes vodila to srečanje, ki bo imelo nekako 3 dele. V prvem delu bomo po nazdravljenih pozdravih slišali uvodnega govorca, strokovnjaka za zeleno podjetništvo, gosta iz Italije. Nato bomo v drugem delu slišali, katere najboljše prakse so bile nagrajene v okviru natečaja za najboljše prakse zelenih delovnih mest v zadnjem letu. V tretjem delu pa bomo naredili prostor za razvijanje novih idej in pobud, ki bodo morda prišle iz te skupine. Torej, naredili bomo prostor, kjer bodo prišle do izraza vse kompetence, ki jih imamo danes tukaj, vse veščine, vsa znanja, vse povezave, kajti namen današnjega srečanja je predvsem dobiti navdih, dobiti nove ideje in dobiti kakšna nova znanstva in povezave, zato da bo razvoj delovnih mest, ki imajo zeleno noto, tekel naprej tudi potem, ko se projekt in konferenca danes zaključita, torej da bo tisto, kar je živo še danes tukaj med nami, kar si želimo razvijati naprej, dobilo podporo nas vseh in na to živelo dalje svoje življenje. In današnja konferenca je organizirana v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in to je tudi ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Zahvala pa seveda tudi partnerjem današnje konference, in sicer Skupnosti občin Slovenije in medijskemu partnerju časopisni hiši Dnevnik. Seveda bo po koncu konference tudi nekaj časa za neformalno druženje in ravno v teh trenutkih se včasih največ idej in novih partnerstev oblikuje, tako da ste res toplo povabljeni, da ste z nami ves dan. Konferenco sicer prenašamo tudi v živo, z nami je Studio 12, tako da pozdravljamo tudi gledalce preko spleta. Tam poteka tudi razprava, spletna klepetalnica in seveda vas vabimo, da se nam pridružite tudi preko socialnih omrežij, spletna stran, Facebook, Twitter, in tukaj imate pa vse podatke na PowerPointu za vse tiste, ki se želite vključiti tudi na ta način. Tako da toliko je zdaj z moje strani za čisto prve besede, zdaj pa za uvodni nagovor konferenci vabim tukaj izpredaj Gajo Brecelj, ki je vodja projekta Spodbujamo zelena delovna mesta pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Spoznavali smo dobre prakse na področjih, ki so bila za Slovenijo prepoznane kot najbolj perspektivne in propulzivne. Seveda ekološko kmetijstvo, obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, gozdno-lesna veriga, ravnanje z odpadki, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. V tem letu smo si prizadevali predvsem prispevati k boljšemu razumevanju samega koncepta zelena delovna mesta, predvsem pa razvojnih priložnosti, ki jih prinaša v okviru zelenega gospodarstva. Predvsem smo želeli tudi spodbujati povezovanje različnih akterjev, ker namreč razvoj zelenega gospodarstva brez sodelovanja ne bo možen. Že takoj na začetku smo se soočili z zanimivim izzivom, namreč definirati, kaj sploh zelena delovna mesta so. Splošno sprejeta definicija ne obstaja in tako smo pripravili obsežno analizo stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji. In na podlagi vseh teh ugotovitev smo imeli zelo zanimivo nalogo. S kolegico Renato smo se odpravili po vseh regijah v Sloveniji, kjer smo organizirali 24 seminarjev, na eni strani za svetovalce zaposlitve močnih enot zavoda za zaposlovanje, na drugi strani pa za podjetja in občine. Nekateri med vami, ki ste danes tukaj, ste se teh seminarjev v vaših regijah odeležili in verjamem, da se spomnite, kakšni dobri potenciali so se pokazali. Skoraj 500 udeležencev nas je ugotavljalo po celi Sloveniji, kakšni so lokalni, človeški, naravni in ostali viri, ki jih imate v svojih okoljih in kateri so potenciali za zelena delovna mesta, ki izhajajo iz teh virov. In strinjali smo se, da trajnostni razvoj ni ovira, ampak je gotovo priložnost. Danes govorimo o
zelenih delovnih mestih, ki so v sektorju okoljskega blaga in storitev. To se pravi dobre 3% zaposlenih, ki pa ustvarjajo več kot 11% bruto domačega proizvoda. Pomeni, da so ta delovna mesta zares ustvarjajo visoko dodano vrednost, obenem pa predstavljajo sinergijski odgovor na naše okoljske, družbene in socialne izzive. Potencial pa je v Sloveniji še veliko, veliko večji. Namreč, kot so ugotovili strokovnjaki v analizi, lahko govorimo o 250 000 zelenih delovnih mestih, to so tako nova delovna mesta in ozelenjena delovna mesta. In to so tista delovna mesta, ki izhajajo iz naših domačih, lokalnih in človeških virov, ki zmanjšujejo našo odvisnost od uvožene hrane in nafte in ki pripomorejo v doseganju mednarodnih sprejetih ciljev na področju podnebja, energije, izobraževanja, inovacij, socialne vključenosti in seveda tudi zaposlovanja. To obdobje je prelomno in čas je, da stopimo skupaj in začnemo sinergijsko reševati naše težave. Sama si zelo želim, da nam prehod v trajnostno družbo uspe, ker to se še kako tiče tudi moja generacija. Namreč, sedaj smo v obdobju življenja, ko naj bi živeli čas, ko smo najbolj proaktivni, kreativni in gonilni del družbe. Naše vprašanja so pa zares čisto eksistencialne narave. Ali bomo imeli službo, za katero se nam ne bo potrebno bati in nam bo dopuščala izražanje naše kreativnosti? Ali bomo lahko ustvarjali, ne da bi nas jemali kot potrošno blago in lahko zamenljivo robo? Ali si lahko ustvarimo družino in življenjske pogoje za naše otroke, da bodo lahko živeli v zdravem in čistem okolju, dihali čist zrak, jedli zdravo hrano, da bodo šli lahko na počitnice, na morje, v hribe, da bodo lahko hodili v kakovostno brezplačno šolo in da se bodo počutili kot varne in polnopravne člane naše družbe. Ne želim si, da bodo moji otroci prva generacija v Sloveniji, ki ne bo poznala izrazitih letnih časov, ali pa ki bo afriškega gozdnega slona, morsko želvo in številne druge živali poznala samo iz naših pripovedovanj. Nedavna raziskava je pokazala, da smo samo v zadnjih 40 letih izgubili več kot polovico plazilcev, sesalcev, ptičev, goživk in rib. To so stvari, ki so se nam zdele samoumevne, zdaj pa zares niso več. Svet, ki ga obetamo našim otrokom, je precej drugačen od tistega, ki ste ga v tistih letih poznali vi. Vi, ki danes odločate, kakšen svet jim bomo pustili. Vi, ki odločate, kakšni bodo zakoni, vi, ki se odločate, kakšen bo vaš poslovni model, vi, ki kreirate izobraževalni sistem, ki ustvarjate javno mnenje in jih spodbujate k razvoju vrednotne družbe. Z močjo pride odgovornost in z odgovornostjo pride tudi moč. Drugačni problemi zahtevajo drugačne rešitve in ni treba, da smo samo opazovalci sprememb. Ne, ni samoumevno, da živimo v takem svetu. Svet bo tak, kakršnega si bomo ustvarili. In trajnostni razvoj pomeni korenito spremembo miselnosti, zato mladi ne pristajamo samo na parcialno reševanje problemov. Izzivi zahtevajo, da se problemov lotimo celostno in na sistemski ravni, ker dejansko se pogovarjamo o tem, kakšen svet bomo pustili zanamcem v zelo, zelo konkretnem smislu. Zato je današnja konferenca priložnost, da razmišljamo izven ustaljenih okvirov in si zastavimo korake, s katerimi bomo svet, ki si ga želimo, tudi zares ustvarili. Hvala lepa. Torej, z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo nekaj uvodnih besed današnji konferenciji namenila Ana Vodičar iz sektorja za socialno podjetništvo. Ministrica pa je nujno zadržana, zato pa vabimo Ano, da poda svoj prispevek. Spoštovani organizatorji konference, dragi gostje, nedvomno je pred Evropsko unijo in Slovenijo zahtevna pot okrevanja iz te finančne in gospodarske krize. Hkrati pa je to nedvomno tudi priložnost, med drugim tudi za to, kako prestrukturirati naše gospodarstvo, da izkoriščanje okolja in virov zaradi rasti ne bo več samoumevno. Nujno pa je tudi, da je povečanje zelenih delovnih mest in okolju in družbeni koheziji
inkluzivnosti prijazen gospodarski razvoj, hkrati tudi naš politični cilj, torej politični cilj, h kateremu stremi Slovenija in ne zgolj poskus reševanja izhoda iz te krize. Nedavne izkušnje nam kažejo, da se socialna Evropa lahko hrani samo z ekonomskimi in socialnimi politikami z roko v roki na uravnotežen način, ki omogoča hkrati rast, zaposljivost in tudi socialno vključenost. K temu težijo tudi prioritete strategije Evropa 2020, ki spodbuja pametno, trajnostno in vključujočo rast konkurenčnega, nizkoogljičnega in učinkovitega gospodarstva. Prav ta strategija je tudi priložnost, da Evropa vrne svoj fokus na ljudi in delovna mesta in je zato pomembna predvsem državljankam in državljanom in ne toliko ekonomiji. Če bomo želeli doseči cilje Evrope 2020, potrebujemo prav delovna mesta, ki jih ustvarja zeleno gospodarstvo. Zato se strinjamo na ministrstvu s 4 skupinami ukrepov, ki so bili prepoznani v vaši raziskavi. Čeprav je naša država po bogastvu naravnih virov v samem vrhu evropskih držav in ima velik potencial, je zeleno gospodarstvo izziv za celotno družbo in potrebno je, kot je bilo danes že rečeno, delovanje vseh akterjev v družbi. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je že na lanski prvi nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta izpostavila prispevek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in razvoju zelenih panog, predvsem v okviru spodbujanja socialnega podjetništva in sofinanciranja projektov, kot so razvoj ekološkega turizma, zbiranje in predelava rabljenih izdelkov, centri ponovne uporabe. Vendar pa bi radi izpostavili, da država ne mora delati miselnih preskokov na mesto podjetij, poslovodij in njihovih lastnikov. Biti družbeno odgovoren pomeni, da ravnanje podjetja presega zgolj izpolnjevanje zakonskih obveznosti, doseganja dobička. Pomeni, da podjetja investirajo več v zaposlene, v okolje in v odnose z ostalimi udeleženci. Zato bi danes želela izpostaviti še eno pomembno tematiko. Če želimo, da bi zelena delovna mesta prispevala k višji gospodarski rasti in večji konkurenčnosti Slovenije, je treba zagotoviti tudi varne, zdrave in dostojne delovne razmere. Navadno besedo zelen povezujemo z varnostjo, pa vendar, kar je dobro za okolje, ni nujno dobro tudi za varnost in zdravje delavcev. Pred 2 tedni smo na Ministrstvu za delo gostili direktorico Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki je mnenja, da medtem ko si Evropska unija močno prizadeva za dosego ciljev Evropa 2020, bi lahko tudi zaradi razvoja zelenega gospodarstva nastale vrzeli v veščinah in spretnostih, kjer sicer izkušeni delavci izvajajo postopke, za katere pa niso bili usposobljeni. In navsezadnje pa lahko tudi ekonomski pritiski pripeljejo do ignoriranja pomislekov glede varnosti in zdravja pri delu. Tako kot drugje sta tudi v zelenem gospodarstvu varnost in zdravje pri delu bistvena za večjo konkurenčnost in produktivnost. Na tem razvijajočem področju moramo tako zagotoviti, da je tisto, kar je dobro za okolje, tudi dobro za delavce. Saj je naš končni cilj vedno dvig kakovosti življenja za vse. Na koncu vam želim uspešno konferenco in zanimivo razpravo, predvsem pa spodbudo, da skupaj naredimo korake za preboj zelenih delovnih mest v Sloveniji. In zato vam lahko kot ministrstvo dajemo obljubo, da bomo vaše zaključke poskušali implementirati v naše politike. Hvala lepa. Spoštovani gosti, veseli me, da vas lahko v imenu vseh 3 partnerjev, to se pravi, kot je bilo rečeno uvodoma, Vlade Republike Slovenije, Evropskega parlamenta in Evropske komisije, pozdravim na tem zaključnem projektu Spodbujamo zelena delovna mesta. Skupnimi močmi smo si vsi 3 partnerji kar 8 let prizadevali v Sloveniji izvajati podobne projekte in sicer s tem, da smo odpirali teme, ki so pomembne za EU, pa tudi seveda za Slovenijo. In zakaj projekt o zelenih delovnih mestih? V krizi žal prepogosto slišimo, da sta varstvo okolja in trajnostni razvoj ovira pri okrevanju gospodarstva in obnovljeni rasti. S podobnimi aktivnostmi, kot je današnja, skušamo preseči to razumevanje, da sta okolje in gospodarstvo izključujoča. Po našem mnenju je namreč prav nasprotno.
Evropska unija svoj konkurenčni položaj v svetu, pa tudi svoj prihodnji razvoj stavi na trajnostno rast. To je gospodarstvo, ki manj bremeni okolje in bolj pametno izkorišča omenjene naravne vire. Kot je omenila gospa Vodičar, smo v Evropski uniji že leta 2010 s tako imenovano strategijo 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, to se pravi rast, ki vključuje na eni strani preboj gospodarstva, na drugi strani trajnostnost, to se pravi okoljsko ozaveščeno in kot tretji element, ki ga je prav tako omenila gospa Vodičar, to se pravi vključujočo socialno rast. Smo se zavezali, da bomo do leta 2020 v tem prostoru zgradili konkurenčno, nizkoogljično in snovno učinkovito gospodarstvo. Začrtali smo si ambiciozen, a zaradi preobremenjenosti okolja prepotreben cilj, da od tega prevladujočega linearnega modela, ki pomeni vzeti, napraviti, porabiti in odvreči, preidemo k konceptu krožnega gospodarstva. V krožnem gospodarstvu vsak vir v sistemu proizvodnje ostane čim dlje, odpadki pa se ponovno uporabijo kot surovina. Naj morda na tem mestu poudarim, in mislim, da bo gost iz Italije o tem govoril, da je to vendarle samo začetek. V svežnju ukrepov na tem področju, ki smo jih v zadnjem letu predlagali v Evropski komisiji, želimo tako nekako prevetriti pravila o odpadkih, spodbujati ponovno uporabo, recikliranje, inovacije v podjetjih, okoljsko primerno zasnovo in industrijsko simbiozo. Naprimer, če navedem primer, z uresničitvijo novih ciljev glede odpadkov ocenjujemo, da bi lahko v Evropski uniji nastalo 580 tisoč novih delovnih mest. Obenem pa bi Evropa postala konkurenčnejša, njene potrebe po dragih, redkih virih pa bi se zmanjšale. Zmanjšali bi se prav tako učinki na okolje in zmanjšale bi se emisije toplogrednih plinov. Če navedem le en primer, ki ga upam poznate vsi v tej dvorani, če pa ga ne poznate, pa ga prosim širite naprej. Iz 1 tone odsluženih mobilnih telefonov lahko v postopku recikliranja pridobimo kilogram zlata. Ali drugače povedano, 10 kilogramov zavrženih mobitelov lahko naredimo 2 poročna prstana. Potrebno je torej z mnogimi odpadki, podobno je pravzaprav z mnogimi odpadki, ki so pravzaprav pravi vir dragih surovin. Naj si sposodim besede še nedavno Evropskega komisarja za okolje, dr. Janeza Potočnika, ki je dejal, da najbogatejši rudniki Evrope ne ležijo pod zemljo, temveč v evropskih mestih, to se pravi na naših policah doma najbolj pogosto. Da pa bo Unija lahko dosegla ta, kot sem povedala, ambiciozen prehod v krožno gospodarstvo, bo potrebovala napredno tehnologijo, zlasti pa tudi ustrezno znanje in veščine ter veliko spremembo miselnosti, organizacijskih in seveda poslovnih procesov. Zelena delovna mesta zato vedno bolj prepoznavamo kot tista, ki bodo prihodnje pomembno ohranjala in ustvarjala delo. Govorili smo o definiciji, to so vsa tista delovna mesta, ki so odvisna od okolja ali ki nastajajo in se preoblikujejo v procesu prehoda v nizkoogljično družbo. S tem projektom, torej spodbujamo zelena delovna mesta, smo želeli upozoriti prav na potencial zelenih delovnih mest, pa seveda tudi širše trajnostne rasti, tako v Sloveniji, kot tudi širše v Evropski uniji. V Sloveniji smo se odločili izpostaviti nastajajoče dobre prakse in rezultate le-teh ter na ta način spodbuditi prenos znanja in povezovanje med različnimi akterji. V letu dni, kot je povedala Gaja, so se zvrstili seminarji, delavnice, karierne svetovalnice, občine, podjetja in različne organizacije. Objavili smo natečaj in danes bomo tiste, ki so se lotili tega najbolj celostno, partnersko in sveže spoznali od blizu. Ker pa želimo partnerji znanja in dobre prakse širiti tudi po zaključku projekta, bo, kot je rečeno, kot je dejala gospa Brecelj, v nadaljevanju pripravili še e-seminarje in katalog dobrih praks. V projektu je nastala tudi analiza potencialov zelenih delovnih mest v Sloveniji s priporočili. Vse danes zbrane torej vljudno vabim, da se pridružite povezovanju ljudi na evropski ravni. V okviru pobude za Evropo gospodarno z viri
Na visoki ravni namreč deluje Evropska platforma za učinkovito rabo virov, ki povezuje vlade, podjetja in organizacije civilne družbe. Namenjena pa je pravzaprav prav temu, kar je bil namen tega današnjega projekta, povezovanju, deljenju znanja, izkušenj in dobrih praks v evropskem prostoru. In mislim, da nam je v Sloveniji to uspelo. Zato naj se najlepše zahvalim partnerju in izvajalcu projekta Umanoteri za odlično opravljeno delo. Zahvala tudi Vladi Republike Slovenije, da je prepoznala zelena delovna mesta in snovno učinkovito gospodarstvo kot pravo temo v Sloveniji, tako za razvoj Slovenije, kot tudi za skupno komuniciranje o Evropski uniji v Sloveniji. Želim vam prijeten dan in hvala lepa. Hvala lepa vsem govorcem. Zdaj pa, ko smo zbrani pri teh okroglih mizah, vas pa vabimo, da nekaj minut namenite temu, da spoznate kolege, bodoče kolege, morda, ki sedijo z vami pri omizju. In sicer vas vabimo, da porabite morda kakšnih 5-6 minut za to, da slišite, kdo je z vami in kdo bo ta dan si delil ta prostor in čas, zato da res začnemo krepiti tako kompetence kot druge človeške vire, ki jih imamo tukaj. Potem vas tudi vabimo, da skupaj kot skupina razmislite, ali ste v tem enem letu, ki je minilo od prve konference, zaznali kakšen premik glede razvoja zelenih delovnih mest v Sloveniji. K temu vas vabimo zato, ker v Sloveniji smo ponavadi vajeni tega, da predvsem opazimo, kaj ni v redu, kaj še manjka, kaj je zlomljeno, kaj je narobe in seveda kdo tam, kje zgoraj bi moral kaj narediti. In to, da opazimo premike, je ena pomembnih voditeljskih kompetenc. Tako osebnega voditeljstva, kot voditeljstva, če boste želeli koga povabiti v projekte ali sodelovati v drugih projektih. Tako da, dajmo nameniti vse skupaj morda 7 minut, kratkemu spoznavanju, kdo je, in potem morda slišati od nekaterih omizij kakšen premik, ki smo ga pa zaznali v tem letu in ga skupaj lahko danes praznujemo. Kar izvolite. Preden boste seveda nadaljevali v odmoru s poznavanjem in mreženjem, bomo slišali še našega vabljenega govorca, ampak tik pred tem bi pa želeli morda od 2-3 omizij na kratko slišati en premik, ki ste ga opazili v zadnjem letu na področju razvoja zelenih delovnih mest v Sloveniji. En premik. Evo, če kar ostanete, pa dobite mikrofon, tako da vemo, kje je. Samo enega za začetek. Medsektorsko sodelovanje. Mi smo v tem letu od prejšnje konference, mislim, da je 5 primerov medsektorskega sodelovanja speljali, tudi en Umanotera, tudi določeni nevladni sektor, gospodarstvo, tako da se da. Hvala lepa. Še kakšen premik pri kakšnem drugem omizju, če lahko kar kdo ostane, ki ima impuls, da bi kaj prispeval, pa imamo še več mikrofonov tukaj. Evo, tlele hitro, potem pa še to omizje, potem pa zaključimo zelo na kratko. Ja, glejte, lansko leto sem pač povedal, da delam na projektu Zeleni inkubator. Ta razvojna skupina je letos intenzivno delala in zgleda, da bomo tudi v kratkem uredili problem možne izgradnje prve prototipne zgradbe, se pravi poslovno stanovanjska zgradba, kjer ljudje ne hodijo na delo, ampak živijo v isti zgradbi in pridelajo vse sadje in zelenjavo. Skratka, smo na razvoju ogromno naredili. Glavni problem, ki ga imamo trenutno, če hočemo vse delati iz lesa, je dejstvo, da je betonska gradnja še zmeraj cenejša od lesene. Sprav, v Sloveniji treba zgraditi, na Koroški tudi tega nimajo, tovarno križno lepljenih plošč, delati, se pravi, veliko serijsko, potem bi s tem prototipom, ki ga mislimo, če Bog da drugo leto postaviti, tudi konkurirati betonu v celi Evropi. Tisti, ki bi svojim podjetjem želeli se vključiti v tako zgradbo in stanovati v njej in živeti na tak trajnostni način, prosim, oglasite se. Z Umanotero smo lanskrat povabili vas na posvet. Ko bo zadeva toliko daleč, da bo za tako skupino, vas bomo vse povabili na predstavitev, da bomo prototip skupaj predebatirali.
Hvala lepa. To je tudi že povod za popoldansko delavniško srečanje, ko bo ravno prostor za nadaljne razvijanje iniciativ, projektov, morda samo idej, ki jih imate, pa še zadnje na tem omizju, preden gremo potem. Hvala, dober dan vsem. Bojan Pogorjevc, Gozdno-lesna tehnološka platforma in pa Zveza društva za biomaso Slovenije. Mi tukaj, ko se pogovarjamo o zelenih delovnih mest, ekologiji in teh zadev, dejansko smo pa v sistemu kapitalizma. Kapital ima edino logiko, dobiček. Torej tukaj dejansko se popolnoma razhajamo. In tu, ja, in zdaj, kje je premik na bolje? Dejansko jaz pač tako kot sem omenil, gozdno-lesni produkti, to se navežem na kolega, ki je malo prej omenil, torej mi moramo pridobiti kapitala. Če hočemo ustvarjati delovna mesta, mora biti tukaj kapital, moramo pridobiti podjetnike, tukaj pa dejansko, tako kot sem prej rekel, ne grejo zadeve skupaj, torej moramo pridobiti sredstva. Sredstva lahko dobimo, ker če pogledamo produkte, recimo lesni produkti, so dejansko že obremenjeni osnovi, ker govorimo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, tukaj imamo PFC, FSC certifikate, spet dodaten strošek imamo European Timber Regulation, torej zakonita sekčna, spet dodatno obremenjeni produkti, seveda tak produkt ni konkurenčen drugim produktom, kot je recimo beton, plastika ali pa drugi človek na okolju neprijazni elementi. Torej, rešitev, moramo produkte dejansko postaviti v konkurenčno pozicijo. Kje je rešitev? Trošarine. Tu ni davke, davke so to malenkost, spustimo davke. Tako kot smo recimo te pač tobačne produkte ali pa recimo, naftne produkte, govorimo o benzinu, vrnili, to je dejansko drugega izhoda ni. Pa seveda potem nadgradnja je pa družbeno, da rečem, zelena družba, ki pa se drugo še zraven potegne. Dobro, hvala. Hvala lepa, to je bil že konkreten predlog in čeprav razumem, je pa ta zelena družba se pa lahko ustvarja tudi tukaj v tem prostoru, kjer se zberejo ljudi, ki jih ta tematika zanima. Tako da to je bil zelo kratek appetizer, kako se reče, aperitiv za mreženje v današnjem dnevu.